Po Mojzesevi postavi je bil vsak prvorojeni deček posvečen Gospodu. 40 dni po rojstvu so ga starši prinesli v tempelj in darovali zanj 2 grlici ali 2 golobčka. Tako sta tudi Marija in Jožef kmalu po rojstvu nesla Jezusa v tempelj, v Božjo hišo v Jeruzalem, da bi se tam zahvalila zanj in posvetila njegovo življenje Bogu. Prav tisto uro je v tempelj prišel molit mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je zelo veren in pošten mož in že zelo v letih. Vse življenje je pričakoval, kdaj bo Bog izpolnil svojo starodavno obljubo ter poslal na svet odrešenika. Prosil je Boga, da bi se to zgodilo še v času njegovega življenja. Njegova velika želja je bila, da bi ga smel videti. Ko je zagledal Marijo in Jožefa z Jezusom v naročju, mu je Sveti Duh razodel, da je prav ta otrok obljubljeni odrešenik, ki ga je Simeon čakal. Prosil je Jožefa in Marijo, če sme dojenčka vzeti v naročje. Ko ga je držal v rokah, je Simeonovo srce prekipevalo od veselja. Dvignil je otroka in hvalil Boga, ki je uslišal njegovo molitev. Gospod, zdaj lahko umrem in odidem z tega sveta v miru. Kajti moje oči so videle odrešenika, ki si ga dal svetu, kakor si obljubil. On je luč, ki bo sijala na narode in slava tvojega ljudstva. Jožef in Marija sta bila zelo presenečena, ko sta slišala te besede. Potem je Simeon povedal Mariji: Veliko stvari se bo zgodilo tvojemu sinu, zaradi katerih boš zelo žalostna. Vendar Bog ne zapusti tistih, ki mu zaupajo in verujejo vanj. Tam je bila tudi prerokinja Ana. Ko je po 7 letih zakona umrl mož, je prišla v tempelj in tam se postom in molitvijo služila Bogu dan in noč. Tudi ona je imela že 84 let. Jožefu in Mariji je povedala: Božji duh mi je razodel, da je ta otrok resnično obljubljeni odrešenik. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.